En lep pozdrav. Mi smo namreč zaključili z delom preiskovalne komisije. Pripravili smo zaključno poročilo, ki so ga tudi brez glasu proti potrdili člani preiskovalne komisije. Gre za končno poročilo na 1040 straneh, ki je sestavljen iz dveh delov. In sicer iz dela, ki govori o politični odgovornosti, in iz dodatnega končnega poročila, ki opisuje slabe bančne prakse v Novi Ljubljanski banki in Novi Kreditni banki Maribor. Samo slednjih, torej v dveh največjih državnih bankah, je za 550 strani. Skupaj z imeni, priimki, izpiski posameznih delov zaslišanj, ki so relevantni za dokazovanje izpostavljenih slabih bančnih praks, skupaj z izjavami skritih prič, dokumenti, elektronskimi sporočili in ostalo medsebojno korespondenco, ki smo jo zasegli med dokumenti, skladno z izreki oziroma sklepi sodišč. Lahko rečem, da je vsak izmed zapisanih sklepov ali pa ugotovitev podprt z bodisi listninskimi dokazi, bodisi z izjavami prič, ki smo jih zaslišali pred preiskovalno komisijo na odprtih in zaprtih delih zaslišanj. Sam del, ki govori o politični odgovornosti, je pripravljen v 3 inačicah zaradi vsebovanja podatkov, ki so označene z oznakami bančna tajnost, poslovna skrivnost oziroma zaupno. Javnosti bo dostopen dokument, kjer bodo podatki oziroma navedbe iz dokumentov z oznako ZBAN, torej bančna tajnost in poslovna skrivnost, ter iz dokumentov z oznakami zaupno počrnjeni. Poslancem pa bodo dostopni preko elektronskega sistema poročila, ki bodo imela počrnjena samo tisti del, ki je z oznakami zaupno, ker je Zakon o varovanju dokumentarnega gradiva s tovrstno oznako terja posebno vrsto varovanja za ogled tudi tistih dokumentov, ki imajo, oziroma tiste inačice, ki ima tudi vse zaupne podatke, bodo poslanci morali se podati po istih poteh, kot sem se sam večkrat v preteklih 3 letih, namreč v tiho sobo, da bodo prebrali tudi ta del poročila. Kar se tiče pa tistega dela, ki govori o kaznivih dejanjih in slabi bančni praksi, torej o načinu, kako so v teh naših največjih državnih bankah poslovali, bo pa dostopno samo poslancem preko sistema UDIS in prvenstveno seveda kriminalistom in SDT-ju. Mi smo na podlagi zbranih dokazov, dokumentov in pričanj sprejeli številne bistvene ugotovitve. Dovolite mi, da vam jih sedaj predstavim. Nekaj bistvenih ugotovitev se dotika bančnih struktur, torej bank in organov, ki so povezani z bankami. Preiskovalna komisija ugotavlja, da je Banka Slovenije v obdobju ekspanzivne kreditne rasti zanemarila kreditno tveganje, posebej v obdobju, torej, ko so se ekspanzivno polnili portfelji bank. Za neustrezno in prepozno ukrepanje v obdobju med 2004 in 2013 nosi Banka Slovenije objektivno odgovornost, oba guvernerja v tem obdobju, gospod Gaspar in gospod Kranjec, pa tudi subjektivno odgovornost. Enako velja za viceguvernerje, ki so pokrivali nadzor bančnega poslovanja. Uprave in kreditni odbori NLB v času Marjana Kramarja in Draška Veselinoviča morajo po mnenju preiskovalne komisije prevzeti odškodninsko in kazensko odgovornost za slabe bančne prakse, ki so se razrasle v poslovanju te banke, tudi zaradi neupoštevanja določil in navodil regulatorja, neustrezen nadzor in pa zavlačevanje pri sprejemanju ustreznih ukrepov, ki bi omejile razraščanje slabih kreditov. Uprave in kreditni odbori NLB v času Boža Jašoviča po našem mnenju nosijo predvsem objektivno in subjektivno odgovornost za
prepočasno in neustrezno ukrepanje pri upravljanju s slabimi naložbami. Ključna odgovornost tedanjega predsednika uprave, gospoda Janševiča, leži v tem, da se je vsaj v prvem delu svojega mandata preveč naslonil na strukture in kadre, ki so pripeljali banko v krizo. Uprava in kreditni odbori Nove kreditne banke Maribor v času Matjaža Kovačiča, enako kot v primeru NLB, po mnenju preiskovalne komisije, morajo prevzeti kazensko in odškodninsko odgovornost za slabe bančne prakse, kazniva dejanja, za neustrezni nadzor nad bančnim poslovanjem, neupoštevanjem opozoril strokovnih služb in neustrezni nadzor nad poslovanjem odvisnih družb. Prav tako nadzorni odbori NLB in NKBM niso opravljali nadzora skladno z naloženo skrbnostjo zakona o bančništvu. Preiskovalna komisija je v več primerih ugotovila konflikte interesov in pretirano zlizanost med nadzorniki in posameznimi člani uprav, kar je rezultiralo seveda v neustreznem nadzoru in tudi posredno v povečale stroške sanacije bančnega sistema. Neposredni primeri so podrobno opisani tudi v tistem dodatnem končnem poročilu. Kar se tiče odgovornosti vlad Republike Slovenije. Pomanjkanje politične volje za iskanje odgovornih za prvo bančno luknjo je po mnenju preiskovalne komisije eden od vzrokov za nastanek druge bančne luknje. Slabe bančne prakse in odgovorni za te slabe bančne prakse se namreč niso sankcionirali, še več, nekateri so uspešno uspevali tudi v postsanacijskem obdobju, krivda za to leži v vladah med 1997 in 2002 letom. Vlada mandatu 2004-2008 ni uspela dokončati naložene privatizacije NLB, s tem pa je bilo strukturam v NLB dopuščeno, da so nadaljevale s slabimi bančnimi praksami. Deloma so se samo premaknili v podružnice in ostale podrejene družbe zunaj Slovenije, kjer je potem pospešeno nastajala bančna luknja. Preiskovalna komisija je zaradi tega vladi Janeza Janše pripisala objektivno odgovornost. Nadzorni sveti bank v večinski državni lasti v obdobju 2002 do 2013 so objektivno in subjektivno odgovorni za slabo opravljen nadzor nad bančnim poslovanjem v bankah, ki so jih nadzirali. Vlada Janeza Janše v obdobju 2004-2008 nosi objektivno odgovornost za imenovanje nadzornikov, ki niso ustrezno opravljali nadzora v banki v času napihovanja bančnega portfelja. Vlada Boruta Pahorja pa za imenovanje nadzornikov, ki niso poskrbeli za ustrezno in pravočasno ravnanje s nastalimi slabimi naložbami. V prvem obdobju krize po letu 2008 je vlada Republike Slovenije posvečala premajhno pozornost stabilnosti bančnega sistema. Vlada se je prepozno zavedla resnosti razmer v bančnem sistemu, s tem pa je resno ogrozila njegovo stabilnost, povišala stroške sanacije in zanemarila dolžnost ravnanja. Minister za finance Franc Križanič za prepočasno ukrepanje nosi objektivno in subjektivno odgovornost. Vlada Boruta Pahorja nosi tudi objektivno odgovornost za neprimerno strukturo ukrepov na področju bančnega sistema, glede na zatečene težave slovenskih bank, ki so bile nadpovprečno prizadete predvsem zaradi kopičenja kreditnih tveganj in potrebe po prestrukturiranju slabih terjatev. Preiskovalna komisija je z listinskimi dokazi ugotovila, da je imela vlada Republike Slovenije na voljo vse informacije, vse instrumente, vzvode in znanja za ugotovitev oziroma prepoznavanje dejanskega stanja, zato za neukrepanje oziroma prepozno ukrepanje nosi objektivno odgovornost. Vlada Alenke Bratušek, ki je zagotovila sredstva za sanacijo bank, s tem pa seveda zagotovila sredstva za pokritje izgub, ki so nastale tudi zaradi slabih bančnih praks v preteklosti. Sporedno s tem ni pripravila ustrezne normativne, kadrovske in proračunske podlage, predvsem pa zadostne politične podpore
za okrepitev pregona bančne kriminalitete. Vlada Alenke Bratušek zato nosi objektivno odgovornost za neustrezno ukrepanje na tem področju. Tedanji minister za notranje zadeve Gregor Virant je bil pravočasno in podrobno obveščen o problematiki pregona bančne kriminalitete ter nujnih procesnih spremembah področne zakonodaje, pa ni predlagal ustreznih sprememb. Zaradi odlašanja z normativnimi ukrepi tedanji minister za notranje zadeve nosi objektivno in subjektivno odgovornost. Tudi vlada Mira Cerarja področju pregona bančne kriminalitete ni posvečala ustrezne pozornosti. Še vedno ostaja nerealiziran predlog za vzpostavitev specializiranega sodišča za pregon finančne oziroma bančne kriminalitete, ki so ga predlagali številni deležniki, nenazadnje tudi poslanci v državnem zboru, ko so podprli mestno poročilo preiskovalne komisije novembra 2016. Za nerealizacijo tega sklepa nosi vlada Mira Cerarja objektivno odgovornost, pravosodni minister Goran Klemenčič pa tudi subjektivno odgovornost. Vlada Mira Cerarja tudi ni presekala z imenovanji nekdanjih bančnikov na odločevalske položaje, s čimer je bistveno omajala javno zaupanje v iskrene namere oblasti po doslednem pregonu bančne kriminalitete. Zdaj pa še nekaj bistvenih sklepov, ki se dotikajo konkretnih primerov, ki so se vzpostavili oziroma izpostavili v času zaslišanj. V zvezi s prodajo Mercatorja preiskovalna komisija ugotavlja poskus nedopustnega posega dveh ministrov vlade Boruta Pahorja, torej ministra Franca Križaniča in ministra za kmetijstvo Dejana Židana, v postopke odločanja o odprodaji kapitalske naložbe NLB v Mercatorju. Preiskovalna komisija je ugotovila, da je šlo za očiten poskus vplivanja politike na sprejete konkretne poslovne odločitve, ki so rezultirale potem tudi v poslovni škodi, merljivi v nekaj 10 milijonov evrov. Tovrstno ukrepanje pa ni združljivo z doktrino korporativnega upravljanja po smernicah OECD, kar je bilo nenazadnje tudi podlaga za ustanovitev AUKN. Naprej, izgradnja športnega objekta v Stožicah je davkoplačevalcem povzročila za več kot 130 milijonov evrov neposredne škode v bančnem sistemu, poleg tega pa še za nekaj 10 milijonov evrov gospodarske škode podjetjem, ki so sodelovala pri projektu. Izgradnja objekta je bila tako dražja, kot če bi se izvajala izključno v obliki javne investicije. Banke v domači lasti so pri zagotavljanju sredstev za izgradnjo objekta kršile temeljne standarde bančnega poslovanja, sprejemali odločitve v svojo škodo in odlašale z konkretnejšimi odločitvami. Po mnenju preiskovalne komisije brez močnega vpliva politike v takšnih odločitev banke ne bi sprejele. Ker pa bančniki še danes trdijo, tako so zatrjevali na preiskovalni komisiji, kjer so dolžni pričati po resnici, da pri tej odločitvi niso podlegli dokazanim poskusom vplivanja politike, sami nosijo polno kazensko in odškodninsko odgovornost za škodo, ki so jo s svojimi odločitvami povzročili davkoplačevalcem. Preiskovalna komisija je v zvezi z dokapitalizacijo NKBM aprila 2011 ugotovila tudi kršitev, ki v temelju ruši zaupanje v javno skladno delovanje Vlade Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije namreč na predlog Ministrstva za finance na spletni strani Vlade Republike Slovenije objavila sklep, ki se vsebinsko pomembno razlikuje od sklepa, ki ga je vlada dejansko sprejela na seji. Z vidika zagotavljanja zaupanja državljanov v zakonitost delovanja vlade pomeni takšno, pa naj si gre za zavedno ali nezavedno ravnanje Vlade Republike Slovenije, najhujšo možno kršitev transparentnosti in javnosti delovanja vlade. Zato kršitev Ministrstva za finance in odgovorni vladi Boruta Pahorja nosijo objektivno, glede na posledice pa tudi subjektivno odgovornost. In še, preiskovalna komisija ugotavlja, da je šlo v primeru dokapitalizacije NKBM aprila 2011 za namerno ravnanje vlade,
ki je poskušala svojo vlogo pri odločitvi o dokapitalizaciji zakriti pred domačo in tudi tujo javnostjo na način, da uradno ni sprejela nobene odločitve. Preiskovalna komisija je mnenja, da ravnanje tedanje vlade Republike Slovenije terja politično odgovornost, ki bi jo morali prevzeti nosilci tedanje oblasti, predvsem tedanji predsednik vlade Borut Pahor in finančni minister Franc Križanič. V omenjenem primeru gre za objektivno, pa tudi subjektivno odgovornost Franca Križaniča in Boruta Pahorja. Kot veste, je v tem primeru nastalo škode davkoplačevalcev za približno 60 milijonov evrov. Na podlagi teh bistvenih ugotovitev je preiskovalna komisija sprejela tudi 3 predloge sklepov, in sicer, da se celotno poročilo posreduje kot naznanitev sumov kaznivih dejanj Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in specializiranemu državnemu tožilstvu. Poleg tega, da preiskovalna komisija oziroma državni zbor na podlagi tega predloga sklepov Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in specializiranemu državnemu tožilstvu preda kopije celotne, pridobljene, zasežene in na kakršenkoli drug način dostopane dokumentacije, ki je bila podlaga za nastanek tega poročila. In pa, glede na to, da še vedno obstaja dolg iz vmesnega poročila novembra 2016, predlagamo ustanovitev specializiranega sodišča za pregon finančne oziroma bančne kriminalitete, vendar tokrat z malce drugačnim sklepom, in sicer v smeri, da predlagateljem iz prvega odstavka 149. člena Poslovnika Državnega zbora predlagamo, da na krajšem možnem času v proceduro vložijo predlog zakona o tem specializiranem sodišču. Gre namreč za to, da s tem dajemo podlago, vkolikor bo ta sklep sprejet, da tudi drugi deležniki referirajo na ta sprejet sklep, glede na to, da se mandat zaključuje, torej Državni svet ali posamezna poslanska skupina v naslednjem sklicu mandata in se opre na ta sklep te preiskovalne komisije, s čimer dajemo na nek način dodatno težo tistemu predlagatelju, ki se bo odločil uresničiti ta predlog. Po mojem mnenju, po našem mnenju bi to sicer morala biti vlada in sicer kar najhitreje mogoče, glede na to, da se vsi strinjajo, še celo predsednik vlade, gospod Cerar, je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo potrdil, da je potrebno to sodišče ustanoviti, vendar, ker se nič ne premakne, mislim, da je potrebno nemudoma pristopiti k temu. To je z moje strani glede predstavitve vse, zdaj pa na voljo za vprašanje. Marko Štor, TV Slovenija. Gospod predsednik Republike Pahor je bil največkrat omenjen, tako ste rekli odškodninsko, kot tudi politično. Gospod Pahor je nazadnje, ko ga je Solidarnost pač nekako pozvala k odstopu, omenil, da je svojo politično odgovornost že prevzel s tem, ko je takrat tista vlada padla. Ste mnenja, da bi moral gospod Pahor, ne vem, odstopiti oziroma politično odgovornost še kakšno dodatno prevzeti, recimo zdaj, ko je še vedno predsednik Republike? Zdaj, glede na težo ugotovitev, preiskovalna komisija stoji za vsako besedo, ki je tu navedena. Zdaj, kako si pa predsednik Republike predstavlja prevzem osebne, subjektivne odgovornosti, ste pa morali njega vprašati. Lahko je samo vprašanje. Je tukaj še. Če strnem, kazensko in odškodninsko sta odgovorni upravi Kramarja in Veselinoviča ter Kovačiča na podobno. Mislite, da ste vsem tem, glede na to, da so neki postopki tečejo tudi na policiji, vi odkrili kaj več kot kriminalisti in torej lahko vsem tem gradivom pomagate, da pride recimo do kakšnih pregonov, končni fazi tudi odškodninske tožbe so proti nekaterim vložene, kar se tiče gospoda Kovačiča, zdaj bolj ali manj neuspešno. No, mi imamo določene dokumentacije, ki jo želi, recimo, do katere želijo kriminalisti priti, pa zaradi določenih tehničnih omejitev ali pa bomo rekel prav normativnih omejitev teh dokumentov ne moramo posredovati, zato je eno od teh sklepov, da se celotna dokumentacija posreduje SDT-ju in NPU-ju. Torej, oni vedo, da imamo nekaj dokumentov, ki jih oni potrebujejo, mi vedo, da imamo nekaj dokumentov, ki jih oni potrebujejo, zato smo prepričani in tudi glede na to, da je bila ta interakcija kar
precej intenzivna, da jim bo to, kar je preiskovalna komisija dobila in ugotovitev, do katerih je prišla, pomagala pri njihovem delu. Tam je bilo eno vprašanje? Ja, prej ste omenili na začetku, ste omenili, da poročilo je bilo sprejeto brez glasu proti. Glede na to, da je ob 14. gospod Weber sklical tiskovno konferenco, ločeno mnenje. Zdaj, a se je on zdržal ali kako? Ja, zdaj, če je brez glasu proti, pomeni, da nihče ni glasoval proti. Kako je pa posamezni član glasoval, ga boste pa vprašali. Nihče ni glasoval proti. Koliko je bilo prisotnih in koliko je glasovalo? 6 prisotnih. Koliko je dalo glas? 6. 8 je pa, a ne? 7 je članov. Plus. Bil je zimzeleni manjkajoči člen, to je Levica, ki nikoli ne sodeluje. Še kdo, kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem. Ja, Zelo na kratko. No, zelo na kratko. V bistvu zanima me te odškodninske odgovornosti, kakšne denarje si lahko obetamo, kar nekaj 10 milijonov ste v neparkrat omenili. To so visoki zneski. Od posameznih milijonov do nekaj 10 milijonov pri posameznikih. Lahko sem še Tihorešni kanala, glede na številna pričanja, vemo, ogromno je bilo enih amnezij, če niso se spomnili. A ste zasledili kakšno, ne vem, krivo izpovedbo v vseh teh pričanjih? To je tudi v kakšnem sklepu ali ne? To je. Preiskovalna komisija je sklep o tem že sprejela, vendar zaradi priprave še ustreznih kazenskih ovadb pred sejo Državnega zbora pač o tem informacije še ne moremo širiti. Drugače smo pa mi zelo konkretno obdelali 22 primerov v tistem delu na 550 stranih. Zelo konkretno od začetka, od prologa do epiloga posamezne zgodbe. No, epilog še čaka na sodišču. Če. Kazenske pa vlagate tudi vi. Ne, kazenske mi vlagamo naznanitev suma kaznivega dejanja. Mi lahko vložimo kazensko zaradi krivega pričanja. Ne, to bomo. Seznam grešnikov bo sledil v nadaljevanju, ampak primeri, ki so pa konkretno opisani v tem poročilu, bojo šli pa na SDT in NPU kot naznanitev suma kaznivega dejanja. Se pravičujem, ampak omenili ste Stožice, omenili ste vpliv politike, niste pa omenili gospoda Zorana Jankovića z razlogom? Zaradi tistega dela v zaključku te bistvene ugotovitve, ki pravi, da bankirji so trdili na zaslišanjih, da niso podlegli političnim vplivom, če niso podlegli, torej sami nosijo polno odgovornost za odločitve, ki so nam davkoplačevalce naredile približno 165 milijonov evrov škode. A lahko sem za konec še malo pokažete za kamero poročilo, kjer so vse? Tole to. Ja. To je to, zdaj skupaj z umestnimi poročili, to tehta nekaj čez 1700 strani. A še rad te kamere? Lahko še malo. Pokazati ne morem, ker je nekaj zaupnega, oziroma ker je precej zaupnega. Je v redu? Ok, hvala za udeležbo. Zdaj tukaj so še bistvene ugotovitve, če jih potrebujete.